Pozdravljeni! Zopet je teden okrog in čas je že za običajen komentar novic in tudi danes imamo kar nekaj zanimivih tem, katere mislim, da jih je vredno prediskutirati. Danes imamo na razpolago 4 različne novice oziroma različne sklope, katere so se meni zdeli zanimivi in kot ponavadi gre za moje videnje in moje razumevanje tistih dogodkov, katere sem prebral v Viru. In seveda, kogar zanimajo originali, dobi vse bližnjice seveda v opisu, tako da lahko tudi sam preveri, kaj je v določenem viru pisalo. Začnimo raje kar s prvo novico, katera mislim, da je izjemno zanimiva. Prva točka danes se bo dotaknila izjave Cyrila Abiteboula. Ko sem jo prvič zasledil, sem bil tako presenečen, da sem moral preveriti, ali gre res za to, kar je povedal. In sicer prebral sem mnogo virov, a povsod je bila zapisana ena in ista varianta. Da vam jih navedem samo nekaj. Dobil sem jo v autosport.com, Essentially Sport, motorsports.com in seveda to so samo angleške verzije. Cyril Abiteboul se je lotil razglabljati o razmerju med tistimi glavnimi konstruktorji ter njihovimi strankami. Ter povedal je, da res v Formuli 1 so vidne določene povezave, kar ni nobena skrivnost. Naprimer, naveza med Racing Pointom in tovarniško ekipo Mercedes, pa logična naveza med Alfa Tauri in Red Bullom, ter seveda podobnost med bolidom ekipe Haas in tistem, kar smo videli pri skuderiji Ferrari. In seveda, Cyril Abiteboul je šel na stališče, da ni važno, ali je to dovoljeno ali ne, ali so prekršili pravilnik ali ne. Ko bo vstopil v polno veljavo budget cap, se bo po njegovem razmerje moči med ekipami bistveno bolj izenačilo. To pomeni, da tudi te velike konstruktorji bojo videli v svojih strankah nasprotnike in zato ne bo prišlo več do takega prenosa tehnologij. In govori, da se bo to zgodilo v sezoni 2022. A tu Cyril Abiteboul pozablja na bistvo. V sezoni 2022 stopi v veljavo nov pravilnik, novi bolidi, tudi z aerodinamičnega vidika. In če pogledamo, da Mercedes in Racing Point imata stično točko na tistem lanskem bolidu ekipe Mercedes, dvojni V10, lahko razmislimo, da v sezoni 2022 bodo težko pri Racing Pointu kopirali bolid lanske sezone. Da bi imeli pa bolid tiste aktualne sezone, dvomim. In tu, po mojem, Cyril Abiteboul je popolnoma ustrelil mimo. Da se zgoditi nekaj drugega, da bo zavezništvo še bistveno bolj močno. Le da bo ena ekipa razvila eno komponento, druga ekipa pač drugo komponento in potem si jih bodo izmenjali. Podobna zgodba pri novici o tem, kako hoče Ross Brawn zapreti določene zanke v pravilniku za sezono 2022. Namreč prav pri Racing Pointu so ugotovili, da oni drugo leto bodo lahko razvivali menjalnik. Zakaj? Ker uporabljajo lanskega, katerega je homologiral Mercedes. In naslednje leto bo pač 3 sezone star. Podobno kot testiranje, ki ga vidimo pri raznih ekipah Formule 1 pred začetkom sezone 2020. In spet smo tam. Kdo bo imel v sezoni 2022 3 leta star material? Za sezono 2021 je anomalija, ko je pravilnik tako prirejen zaradi koronavirusa, da se bo rabilo star material. Seveda, ni neumno zapreti zanke, a ni to neka bistvena revolucija. Drugo novico ste verjetno zasledili na mnogih virih. Namreč izjava, da je Charles Leclerc novi Michael Schumacher. Prvo vprašanje je, kdo sploh je izjavil nekaj takega? Davide Valsecchi.
Davide Valsecki je dolgoletni voznik, kateri je bil v tisti formuli GP2 in GP2 Azijo dosegel kar zavidane lepe rezultate, sicer v dolgoletnem stažu, a nikoli se ni prebil v Formulo 1. Zakaj se ne bom spuščal? A vprašanje je eno drugo. Zakaj v tem trenutku taka izjava in zakaj taka odmevnost? Vprašajmo se, če bi Davide Valsecki povedal, da je on bolj talentiran kot na primer Charles Leclerc, bi ga toliko posnemali razni viri? Mislim, da ne. Zato bi lahko trdil, da gre zopet za neko izjavo, katera je povšečna medijem, katera dviguje branost, dviguje klike in je podobna tistim, ki jih slišimo iz ust na primer Eddija Jordana ali Bernieja Ecclestona. Tretja novica se bo zopet dotaknila medijev, a tokrat na malce drugačen način. Namreč presenečen sem bil, ko sem videl v razmiku enega tedna, da je nek voznik obrnil mnenje za 180 stopinj. In to je bil meni ljubi Antonio Giovinazzi. In vsi veste, da mi ni preveč pri srcu, a pustimo sedaj to. Če se spomnite, 14. junija 2020 je na primer v autosport.com bila izjava, da 2021 ne bi bila prava priložnost za prestop v Ferrari. In če to reče Antonio Giovinazzi, se z njim deloma tudi strinjam. A problem je tista stvar, katero sem prebral na f1.com, spet bom rekel relevantnem viru, 22. junija 2020. To se pravi teden kasneje, če smo malce tako zaokrožili zadeve. Namreč isti Antonio Giovinazzi poda izjavo, da težave v sezoni 2019 so ga stale možnosti za Ferrari v sedež v sezoni 2021. Praktično obratno mnenje. V prvem je povedal, da ni dovolj zrel za ta sedež, v drugem pač, da rezultati iz sezone so mu onemogočili to, da bi bil sploh upoštevan za ta sedež. Vzel sem oba intervjuja, ju primerjal in gre za eno in isto izjavo. Dobesedni navedki so enaki, do potankosti. In gre le za to, kako je avtor spletel te izjave v neko zgodbo, katera v enem primeru kaže v eno smer, v drugem primeru kaže v drugo smer. In ker je tisti članek na f1.com prišel v javnost teden dni pozneje, se izgleda, kot da je šlo za čisto drugo izjavo. Zato moramo biti pri takih zadevah še posebej pozorni. In na koncu še o dogajanju v skuderiji Ferrari. Tako Autosprint kot Ferrari.com poročajo o tem, da 23.6. na progi v Mugellu so pri skuderiji Ferrari testirali SF71H in to z obema voznikoma, tako Charlesom Leclercem kot Sebastianom Vettelom. In tu ni nič napačnega, da se bomo razumeli. Mnoge druge ekipe so naredile nekaj podobnega. Poglejmo Mercedes, poglejmo tovarniško ekipo Renault. Mnogi so tudi uporabili tisti snemalni dan in tu moramo omeniti Alfa Tauri oziroma Racing Point. Problem je nekje drugje. Isti Ferrari.com, uradna stran skuderije Ferrari, navaja, da predtem je Charles Leclerc z SF1000 aktualnim bolidom vozil po ulicah Maranela. A se vam ne zdi rahla izguba resursov to, da raje promovirajo Charlesa Leclerca po ulicah Maranela, kot da bi tisti snemalni dan uporabili za to, da bi dobili neko prednost? Naslov svetovnega prvaka manjka že toliko let skuderiji Ferrari, da bi bilo res bolj pametno izkoristiti vsako možnost, da bi lahko osvojili ta cilj. A to je moje osebno mnenje, zato ga ne smemo imati za sveto. Toliko za ta teden, to je bila zadnja novica. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.